Odkar pomnim, ne. V bistvu že moje prvo delovno mesto, že kot študent sem se vozila sicer iz Ižmar v Ljubljano na predavanja praktično vsak dan. Če me le kakšna prehuda količina snega na cesti ni ustavila. Samo tistih kilometrov je bilo 6, ne. No, potem smo se pa kasneje, potem je bilo pa moje delovno mesto v bistvu tam v Smledniku. Živela sem po Vižmarjih, ne, to je bilo cirka 8 kilometrov, tudi takrat sem se vozila dnevno s kolesom v službo. Brez problema in potem kasneje z družino smo se preselili v Kranj in ko sem se zaposlila v Ljubljani, sem poskusila, če gre tudi iz Kranja v Ljubljano in je šlo. In je šlo, bom rekla, v preteklosti tudi do 4-krat na teden, od pomladi do jeseni, a ne. Tako, no, zdaj sem pa pristala nekako v povprečju 2-krat na teden. Tako da gre, mislim, se da, ne, ko enkrat poskusiš, vidiš, da se da in je to prav prijetno. Ja, nekako imam občutek, da je res v glavah ljudi, ne, bom rekla, kar je več kot 25 kilometrov, že kar malo preveč za neko dnevno mobilnost, ampak dejansko temu ni tako, ne. Bom rekla, teh karakteristike kolesa izboljšujejo, vemo, da zmorejo take in drugačne terene, kolesa so boljša in s tem tudi potem bolj primerna za daljše razdalje, tako da tista meja 15 kilometrov že dolgo ne drži več, ne. Zdaj pa vidimo, da pa zelo, zelo hitro prihajajo tudi električna kolesa, tako da tistih 15 kilometrov, po mojem, tistim 15 kilometrom je treba dodati za neko dnevno mobilnost vsaj še 20 kilometrov zraven, ne. Tako da s kolesom to zagotovo gre. S herojem mogoče malo manj, no, ampak z električnim kolesom je pa to sigurno razdalja, ki jo lahko hitreje premagaš kot pa z avtomobilom. No, to, bom rekla, ta komplementarni ukrep, da se imamo možnost v službi stuširati, če prikolesarimo ali pritečemo, ne, to je sigurno velika dodana vrednost, ki jo kar pridno koristimo, bom rekla, v krogu naše ekipe prav gotovo. Ja, dejansko je Slovenija, bom rekla, primerna in potencial, ne, tako da okoli urbanih središč tam do 30-35 kilometrov prav gotovo bi lahko dejansko se, mislim, lahko računali na spremembe potovalnih navad, načinov, tako v prid, bom rekla, te aktivni mobilnosti. Kopalnico s tuš-kabino smo dobili v prejšnjem mandatu. To je bilo na pobudo našega direktorata, no, za trajnostno mobilnost in prometno politiko. In dejansko smo zelo veseli, da je bilo to tudi zrealizirano in narejeno in moramo reči, da jo kar pridno uporabljamo. Ja. Ja, zdaj dnevni stalni smo 3. Smo že 3, ne, z naše ekipe, ampak mislim, da se nam bojo v kratkem še kar pridružili. Rekla sodelavca, sem pač lansko leto nekako podučila, ne, kako se temu ustreže. Ne. Pač v omari imaš garderobo, tako kot jo imaš v domači, pač neke zaloge garderobe, brisačo in šampon in vse, kar spada zraven. Skratka, to imaš tam, to ni treba, da vsak dan posebej skrbiš za to, da se na tedenski ravni, ne, urediti in to je to, ne. Prideš, greš pod tuš, se oblečeš v civil in oddelaš. In potem imaš nazaj drugi komplet te, bom rekla, športne garderobe za domov, ne, in se spet popoldne preoblečeš v ta športni del in odideš domov. Skratka, nekaj potem pelješ s sabo, tako kot tudi jaz danes, ne, brisača in to je z mano v nahrbtniku. Krilo je ostalo v omari v službi, no, tako da. In to je vsa umetnost. Skratka, to se da, no, to dejansko ni razlog, da ne bi sedel na kolo namesto v osebni avtomobil in se v neki gneči vozil v službo. Torej, mi dva z možem imava skupaj en osebni manjši avtomobil, a ne, danes ga uporablja on in je to tudi eden od razlogov, ne, da jaz praktično nisem imela niti izbire osebnega avtomobila danes za službo. Ne. Skratka, je pa tako,
dejansko 30% še ne več časa porabim, če grem s kolesom, kot pa z javnim potniškim prevozom. Skratka, če bi stopila na medkrajevni avtobus in šla potem peš skozi Tivoli do pisarne, ne vem, pridem mogoče tisto 1:20, a ne, iz Kranja, s kolesom pa malo manj kot ura pa pol. Ja, mislim, ta kombinacija, ne, da se pač vozim v službo z osebnim avtomobilom ali pa z javnim potniškim prevozom in da grem potem popoldne rekreativno na kolo nekako, se niti časovno, niti po energiji ne bi šla, ne. Ker tudi, mislim, služba terja svoje, te dejansko tisti tempo, mislim, te kar izčrpa, no, tako da volje na kolo potem popoldne ni toliko, kot bi jo moglo biti. Saj smo tudi to prakticirali leta nazaj, a ne, pa morda nek krog po ravnini okoli Kranja je še šel, ampak to ni bilo tisto pravo, ne. Tole zjutraj, ko sedeš na kolo, dejansko loviš sončni vzhod, ne, mislim, to je tudi lepo, ne. Tukaj grem preko žitnih polj, tam zadaj, ko pridem za Smledniški grad, pride sonce ven, ne. To je krasno. Potem popoldne pa potegnem, ne, tako kot danes, sem malo bolj zgodna, ne, ampak ponavadi grem bolj proti večeru, proti Kranju, ne, imam pa sončni zahod, ne, torej tam so Kamniške, Karavanke, Julijci, tako da, mislim, dejansko si narediš še kar nekaj iz leta, ne. Tudi na pijači se ustavim, ja, tako da to ni, da je to zgodba. Jaz trenutno pogrešam še neko takšno bolj konkretno zadevo za hranjenje koles med službo. Sicer imamo tam pred recepcijo, bom rekla, to parkirišče za kolesa pod kamero, zraven so varnostniki, tako da nekako ni nekega hudega tveganja, ne, ampak vseeno bi si želela še kakšen večji standard za hranjenje tazga kolesa, ker to vem, a ne, ker če se voziš ti s kolesom v službo na takšni razdalji, se ne moreš pripeljati s kar nekaj kolesom, a ne, ampak mora biti kolo takšno, da imaš možnost kakšne prestave, da gladko teče, skratka, mora biti majhen boljša oprema in to so gotovo kolesa večje vrednosti. Enako velja tudi za e-kolesa. In tako da, ja, da za takšna kolesa bi moglo biti poskrbljeno majhen boljš kot je, no, tako da v tej smeri se zdaj tudi že malo trudimo. Mehki ukrepi trajnostne mobilnosti, to je dejansko niz ukrepov, ki bi na dolgi rok lahko prispeval k temu, da bi ljudje spremenili svoje potovalne navade. Skratka, dejansko se začne pri posamezniku, ne. Lokalna skupnost lahko naredi nekaj, a ne, pa regija, pa država, pa Evropa tudi, ne, ampak če se ti, bom rekla, zjutraj ne odločiš osebni avto ali javni prevoz ali kolo, a ne, nihče nad teboj ni naredil ničesar, ne. Tako da ni. In potem dejansko skozi dobre prakse, ki se promovirajo skozi te mehke ukrepe, no, pa bi lahko v prihodnosti prispevale k marsičemu, ne. Tako da. Ozaveščanje, izobraževanje prav gotovo, ne. Prav gotovo, potem pa tudi, bom rekla, odločitve na ravni države, Evrope in tako naprej. No, potem pa trajnostna mobilnost v vrtcih in šolah, ne, kar se meni zdi zelo izjemen odziv je po celi državi. Izjemen odziv je pa res, ne, da pri mladini je treba začeti, ne. Če se spomnimo, kako je bilo takrat, ko smo bili mi otroci, z odpadki, a ne, ker so tako ležali in so potem so bili v bistvu že naši otroci tisti, ki so rekli, da rabimo imeti doma v gospodinjstvu 5 košev, pa v eno papir, pa v eno plastiko, pa tako naprej in te stvari, ne, skratka, in na tem področju je to ravno tako, ne. Tako da so že otroci tisti od mlajših sodelavcev, ki pravijo, zakaj pa ne bi šli v vrtec peš ali pa s kolesom, ne. Tako da se to dogaja, no, tako da to je sigurno ena luštna zadeva.